Projekt odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov je trenutno v zaključni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, ocenjujejo na Agenciji za radioaktivne odpadke. Tako da pričakujemo, da ali proti koncu leta ali pa začetek naslednjega leta bi lahko začeli z gradnjo samega odlagališča. Trenutno potekajo razpisi za izbiro izvajalca za gradnjo, dodaja Viršek. Gradil se bo en silos, betonski silos, dimenziji globina približno 55 metrov, v primer silosa dobrih 27 metrov. Poleg silosa bodo zgradili še tehnološki in upravno-servisni objekt. Podpora oziroma potreba po projektu, za katerega je državni prostorski načrt narejen že od leta 2009, v preteklosti ni bila tako velika, zato se v tem času ni kaj dosti premaknilo. Trenutno pa se kaže, da potreba potem je, da Slovenija izpolni zahtevane državne pogodbe, se pravi, da začne prevzemati odpadke iz skladišča v nekaj letih 2023-2025 je praktično pred vrati, tako da lovimo zdaj zadnje trenutke, da to odlagališče zgradimo in da začnemo normalno odlagati odpadke. Vsekakor leta 2009 s sprejetjo državnega prostorskega načrta smo pravzaprav vstopili v čas izgradnje tega objekta. Žal se do danes ni zgodilo nič kaj posebnega oziroma se zdaj šele začenja aktivno dogajati in računam, da bo res gradbeno dovoljenje pridobljeno kmalu in da bo potem lahko dejansko tudi začelo na terenu nastajati to dolgo pričakovano odlagališče. Izdajo gradbenega dovoljenja za pričetek izgradnje že nestrpno pričakujejo v Nuklearni elektrarni Krško. Od leta 2023 do leta 2025 po meddržavni pogodbi namreč sledi prevzem nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov slovenske in hrvaške strani. Po besedah predsednika uprave NEK so se aktivnosti po zadnjem srečanju meddržavne komisije že začele, koordinator je Nuklearna elektrarna Krško. Naša zadolžitev pri tem je, da poskrbimo za celotno logistiko in odlagalne pakete za eno in drugo stran v obliki, kot si jo bodo pač zaželeli oziroma zamislili, tako da se ta dela, kar bi rekel, intenzivirajo. Podrobnosti se oblikujejo v okviru posebnega odbora, ki je bil ustanovljen ravno tako na meddržavni komisiji in se sestaja kar obetajoče, vsakih 14 dni. Gradnja odlagališča naj bi trajala 3 leta, s tem, da bodo s 6-mesečnim poskusnim obratovanjem najbrž začeli že nekaj prej. Vrednost projekta znaša 194 milijonov evrov, od tega naj bi 93% zagotovil sklad za razgradnjo NEK, 7% pa proračun Republike Slovenije.